Spoštovani zbrani, dragi farani, drage faranke, cenjeni gostje, spoštovana domači župnik, gospod Anton Gnidovec, tako, in častni gost, duhovnik in akademik, dr. Janez Juhant. Lep pozdrav vsem skupaj ob tej slovesni priložnosti, ko praznujemo Dan državnosti Republike Slovenije. Pri sveti maši smo se za domovino zahvalili in Slovenijo Bogu priporočili. Zdaj pa mi dovolite, da pred začetkom programa povabim vse prisotne, da se v spoštovanju dvignemo in skupaj prisluhnemo himni Republike Slovenije. Naši predniki so snovali samostojno Slovenijo bistveno dlje, kot si lahko mislimo. Zanjo so dali življenje, medtem ko smo mi tisti, ki sadove njihovega dela uživamo. Odstrli bomo delček zamolčane zgodovine, nedolgo nazaj še prepovedane, a na prav poseben način pomembne za našo samozavest in za orientacijo sedanjosti ter prihodnosti. Bog živi Slovenijo. Dober večer vsem prisotnim. Današnji pogovor bo obogatil akademik Evropske akademije znanosti in umetnosti ter zaslužni profesor dr. Janez Juhant, avtor knjige Lambert Ehrlich, Prerok slovenskega naroda. Knjiga je izšla leta 2022 v sozaložništvu 3 Mohorjevih družb, Teološke fakultete in Združenja Oblipi sprave. Profesor Juhant je eden izmed vodilnih strokovnjakov za zgodovino slovenske cerkve in naroda. Dobrodošli, profesor Juhant. Koliko od vas navzočih pozna zgodbo dr. Ehrlicha? Dr. Juhant nam bo predstavil izjemnega Slovenca, duhovnika dr. Lamberta Ehrlicha. Eno najbolj prepričljivih strateških državniških osebnosti med Slovenci, vendar večina sploh ne ve zanj, ker je bil toliko časa zamolčan. Rojen konec 19. stoletja in delujoč v prvi polovici 20. stoletja. Danes nas bo s pomočjo dr. Juhanta Ehrlich ponovno podučil, spodbudil v zvezi z najbolj nujnim, kar mora zaveden Slovenec vedeti o sebi, narodu in domovini. Uvodoma pa nekaj misli namenimo našemu mučencu, patru Ivanu Salmiču, katerega spomenik stoji tukaj na žežlju. Tudi on je študiral v Innsbrucku kot dr. Ehrlich in kot tudi naš gost dr. Juhant, a zaradi svoje prezgodnje smrti strani iste ideologije, kot je pokončala dr. Ehrlicha in mnoge druge, ni mogel obroditi toliko sadov, kot bi jih še zagotovo uspel. Tako kot Ehrlich je imel poseben čut za sočloveka. Rešil je več moških iz Vinice pred gotovo smrtjo, ko je za njih posredoval pri nemškem okupatorju.
Nažalost so ga partizani zaradi svoje povsem napačne interpretacije tega dejanja kasneje obtožili izdaje in ga na krut način umorili, prav tukaj na Žežlju. Podobno nepravičnost je doživel dr. Lambert Ehrlich, obsodbe po krivem in umor. Dr. Ehrlich pa je še dodatno znan po svojih zelo konkretnih delih za slovensko narodnostno idejo in niti približno nič zastarelega ne boste slišali. Verjeli ali ne, prejeli boste modrosti, ki bi jih morali še kako dobro poznati tudi vsi mi danes. Spoštovani profesor, da bomo tukaj danes čimprej in tem bolj ozavestili, kako velikega Slovenca nam predstavljate, nam za začetek povejte tiste bistvene informacije o dr. Ehrlichu s poudarkom pomena njegove slovenske verne družine, očetovih spodbud k izobrazbi, o tem, kaj je že med študijem v Innsbrucku naredil za naš narod in pa o bistvenih dosežkih na Pariški mirovni konferenci. Hvala lepa za povabilo in da smem spregovoriti o njem. Lambert Ehrlich je bil rojen 18. septembra 1878 v Žabnicah, to je pod Svetimi Višarji, tam, kjer gre žičnica na Svete Višarje, in je v svoji mladosti bil tesno povezan s Svetimi Višarji, z Marijo, tako da je tudi to ena vez, recimo z vami tukaj v Vinici in okolici, z Marijo tukaj na Žežlju. Bil je velik marin častilec in predvsem stalen spremljevalec življenja slovenskega naroda. Gospa Helena Janežič, ki je leta 2015 naredila razstavo slovenske osamosvojitve, je napisala: Temelji slovenske države so pri Lambertu Ehrlichu, ki je v svojih spisih in v svojem delovanju postavil temelje višarske Slovenije. To pomeni, da si je vse življenje prizadeval, da bi bila Slovenija ali samostojna država, mala Švica vzhoda, kakor je rekel, ali pa središče srednjeevropskih držav. Tako da je akademik Kajetan Gantar rekel, pravi, to, kar so naredili Schumann, Adenauer in De Gasperi, to je že prej imel Ehrlich seveda v mislih s središčem Ljubljano, Trstom, glavnim pristaniščem te velike države in tako dalje. Njegov študijska pot je šla potem gimnazijo v Celovec, leta 1897, kot rečeno, v Innsbruck, kjer je leta 1903 končal študij z doktoratom, vmes bil tudi v izpopolnjevanju v Italiji, v Rimu, potem Parizu in potem še po doktoratu tudi v Oxfordu in se tako pripravljal na študij in primerjalnega veroslovja, ki bo nekako omogočil, da predstavi bistvo vere, in ves ta študij mu je bil pravzaprav zato, da bi predstavil moč, pomen in veličastnost krščanske vere v primerjavi z drugimi verami. Kot ste rekli, je seveda potem svoje delovanje od leta 1903 nadaljeval na Koroškem kot kaplan, najprej vikar v Beljaku, potem kaplan oziroma vikar v Celovcu in pa škofov tajnik, potem pa profesor bogoslovja. Leta 1919 pa je bil eden izmed vodilnih članov jugoslovanske delegacije slovenskega dela, ampak kljub temu tudi nekako najbolj agilen član, bil je že prej član komisije, ki je vodil ameriški polkovnik Miles, ki je nekako skušala doseči temelje meje med Slovenci in Nemci na Koroškem. Tega on ni priznal, ker so koroški Nemci tega voditelja te komisije vodili po svoje, tako da je bilo njim v korist.
zato se je potem energično vso konferenco od leta 19 do 22 boril proti temu in je nekako tudi dosegel, da sicer voditelji tega niso spoznali, vendar je rekel, da Slovenci smo bili prvič premalo prepoznavni, premalo dejavni. On je z vso energijo deloval, da bi na tej konferenci uspel slovenske interese, predvsem pa, ker je bila tudi Italija, kot veste, zavezana Antanti od leta 1915 za tako imenovano pogodbo, da če pristopi k Antanti, dobi potem ozemlja, predvsem seveda Slovencev na zahodu in pa Hrvatov, kar se je dejansko tudi zgodilo. In Ehrlich je rekel, da so ti štirje, to se pravi francoski predsednik Clemenceau, Wilson in pa ameriški predsednik ter seveda italijanski Orlando, da so ti gospodje lepo v svojih sobah po svoje določali meje sveta, recimo tudi konkretno pravi, da so se pogovarjali, recimo, da so Avstrijci že precej izgubili, pa jim dajmo recimo Radgono, da bodo nekaj pač imeli v zameno. Spravi, tako se je to dogajalo čisto preprosto in po umih teh štirih mož, ostali pa niso imeli nekako možnosti. Nastala je taka debela knjiga dokumentov, v katerem je Ehrlich vse stvari to zapisal, kako bi se morali Slovenci obnašati in kako bi tudi mednarodna diplomacija morala priznati slovenske interese, pa se seveda to ni zgodilo. Pisal že takoj, ko je šel januarja leta 19 v Pariz, je v Bernu napisal nunciju, da je posredoval Vatikan, da bodo Korošci, če ne bodo priključeni jugoslovanskemu delu, seveda izgubili ne samo narodnost, ampak tudi katoliško vero, kajti pravi Korošci, slovenski Korošci, ki izgubijo svojo narodno identiteto, postajajo tudi nasprotniki cerkve in zato je apeliral na papeža, da bi to preprečil. Vemo, da se to ni zgodilo in zato je ta debeli šop dokumentov, kjer Ehrlich piše peticije, kjer je recimo dosegel, da je škof Jeglič se srečal s francoskim predsednikom Clemenceujem in tako dalje, polno takih urgentnih, potem tudi širil po časopisu, skušal pridobiti informacije, ki pač so jih ti štirje imeli po svoje, tudi delali brez zapisnikov, kakor je priobčil tudi Ehrlich. Skratka, on se je zavedal, da je treba biti to zelo aktiven, vendar žal to ni uspelo in je potem nekako zaključil to svoje delovanje, da smo bili Slovenci premalo prepoznavni, pa tudi premalo dejavni in seveda tudi velika srbska politika ni bila Slovence naklonjena in že takrat si je na nek način zaslužil nespoštovanje velikih krogov v Srbiji in tudi potem kasneje kot profesor je doživljal zaradi tega težave, posebno pa potem še v drugi svetovni vojni. Iz enega vaših predavanj se spomnim, kako ste opisal, da je dr. Ehrlich v svojih študijskih časih svoje kolege študente povabil, da se za Božič namesto svete noči, ki je nemškega izvora, rajši naučijo glej zvezdice Božje, ki so pa slovenskega izvora. In so se naučili. To so bili študentje različnih slovanskih narodov in se mi to zdi ena taka posrečena zgodba, ko sem jo želela omeniti, predno greva na drugi sklop vprašanj. Ja, v Canisianumu to smo tudi počeli mi, ko sem jaz študiral in seveda verjetno tudi, ko je bil gospod Salmič tam pred drugo svetovno vojno, so bili tako imenovani narodni oddelki, kjer je bilo pa manj narodov ali pa manj številčni narodi, kajti v Canisianumu je študiralo veliko recimo Amerikancev iz Združenih držav, potem iz Južne Amerike, Špancev in pa tudi evropskih narodov in vsi so bili v tako imenovanih Landsmannschaft, to se pravi deželne skupnosti.
In za Božič so te deželne skupnosti pripravile božični večer, v katerem so peli vsak svoje pesmi. In prvo leto nekako tudi češki kolega Dostal je nekako ga spodbudil, da je on prvo leto pripravil in je rekel, slovenska pesem bo tukaj, ki je pa nekako najbolj slovenska, je seveda Gle zvezdice Božje, kajti pač Sveta noč je nemška pesem in tudi mednarodna pesem, ne pa slovenska, in zato je seveda tudi kasneje Erlich imel nekako to pesem kot najbolj v čislih. Pa nadaljujva s prizadevanji dr. Erlicha za slovenski narod med obema vojnama, kjer bi morda veljalo poudariti njegov angažma za novo ustanovljeno univerzo v Ljubljani. Takrat je resno začel opozarjati na škodljive posledice komunistične ideologije in je redno spretno preprečeval nasilnemu prevzemu univerze s strani komunistov. Bi morda poudarili morebitne vzorce takratnega protestnega dogajanja, ki smo jim bili priča tudi v današnjem času? Ja, to, kar recimo mi doživljamo danes, recimo strani tako imenovanih levičarskih krogov in ki nekateri označujejo to kot novi levičarski mehki totalitarizem, to se je dogajalo že takrat. Veste, da je Rusija in tudi številni dokumenti in tudi pričevanja številnih ljudi pričujejo, da je Rusija, oziroma takratna Sovjetska zveza, nekako zelo z močno propagando prevzemala evropske intelektualce. Znani evropski intelektualci je zapisal, skoraj ni bilo takrat levičarja, ki ne bi bil navdušen nad Sovjetsko zvezo. Seveda potem, ko so kateri prišli v Rusijo, kot je bil recimo Andrej Žid, znani francoski pisatelj, so seveda obžalovali, da so tako navdušeni, ker so videli, da je tam zatiranje ljudi, morjenje ljudi in pravzaprav gospodarska in splošna stagnacija, torej propadanje družbe. Ampak Sovjeti so to uspeli kljub temu z propagando in veste, da je tudi slovenski komunist, ki se je šolal tudi v Rusiji, Ivan Maček, rekel svojemu kolegu, ki ga je v detu, ki ga je vprašal po vojni, je rekel, ja pa zakaj pa nam nisi povedal tega, kaj je pravzaprav v Rusiji? Pa je rekel Maček, če bi jaz tebi to povedal, potem pa vi ne bi šli za nami. Torej je bilo treba lagati in zato je ta beseda, da je laž nesmrtna duša komunizma, ima zelo, zelo trdne podlage. Skratka, vse je potrebno postaviti na laž in zdaj, če pogledate našo družbo, se to seveda tudi danes dogaja, da se z lažjo, z učinkovito propagando in seveda z vsemi možnimi sredstvi poskuša zakriti pravo resničnost življenja in celo postavi na glavo človeško življenje. In to je bila seveda tudi takratna propaganda in leta 1935 posebej, že prej sicer takrat pa prav sistematično je na kongresu v Moskvi prišla direktiva, da se morajo komunisti usidrati v vse katoliške in vse druge organizacije in to je seveda potem tudi v Ljubljani in na takratni univerzi doseglo svoj učinek. Se pravi, komunisti so se vse povsod urivali v študentske organizacije, ki so imeli katoliške voditelje in skušali tako prevzeti komando na univerzi. Erlich pa je rekel, da mora biti univerza pač katoliška, ker je slovenski narod do tedaj bil vendarle v večini katoliški in da se bo vse to, kar počenjajo komunisti, pravzaprav uničilo slovenski narod, kar se je dejansko potem tudi, kot veste, zgodilo. Ampak on je pa, kar je nekako bistveno njegovega delovanja, je, da je on šel med te študente, se z njimi pogovarjal, poslušal in v odločilnih trenutkih tudi sam se prijavil k besedi in študentom pomagal, da so vendarle okrepili in na nek način tudi
vzdržali tem pritiskom, ker so komunisti vsa sredstva porabili za to, da bi onemogočili delovanje univerze, da bi beograjska vlada univerzo celo ukinila in podobne stvari. On se je pa zavzemal za to, da se študentje dejansko posvetijo tistemu, kar je najvažnejše, čeprav je univerza seveda od svoje ustanovitve leta 1919 v Ljubljani imela velike težave zaradi gmotnih, zaradi tudi prostorskih, predvsem tudi zaradi študentskih domov in tako dalje, in predvsem, ker so številni revni študentje s podeželja prihajali v Ljubljano, in Ehrlich je tudi z vsem srcem se zavzemal za to, ko je leta 1922 postal profesor v Ljubljani na teološki fakulteti, da bi tem ljudem pomagal. Poleg tega pa seveda tudi vsem drugim, recimo revežem na gradu, to je počel že v Celovcu, delavcem in vsem drugim. Ehrlich je bil človek, ki je dejansko videl stisko človeka in je vse organiziral, recimo Škof Lenič je za njega, ki je bil njegov učenec, tudi zapisal, pravi, je bil reven kot cerkvena miš, pa vse, ker je ravno vse dal za študente in za vse druge. Obenem pa kljub temu seveda z vsem srcem organiziral študentsko življenje, hodil po deželi, pridigal in predvsem spodbujal, da se morajo ljudje organizirati, da ta komunistična laž ne bo prevzela Slovenije. Kako bi nam, preprostim ljudem, na čim bolj kratek in jedrnat način razložili, kaj sploh je težava sodobnega levičarstva ali pa tako imenovanega komunizma in kako naj bi mi to prepoznali v svojem vsakdanjem življenju in bi se potem bolj smotrno, bolj modro odločali o družbeno-političnih aktualnih dogodkih, dejanjih. Glejte, danes se govori o tako imenovanem mehkem totalitarizmu. To se pravi, kaj je bistvo vsega tega? Bistvo vsega tega je pravzaprav pozunanjenje človeka, ki ni samo nekako v rokah marksističnih ali postmarksističnih strategov, ampak je tudi v rokah velikih družb, ki skušajo človeka narediti čim večjega odvisnika, potrošnika, ki ne bo mislil svojo glavo, ki bo nekako samo kupoval, konzumiral in tako pravzaprav životaril in živel nesamostojno življenje. Zato se je dejansko tudi v naši družbi v sodobnem času, kljub temu, da nimamo organiziranega ali pa vsaj ne, če tako rečem, državnega komunizma, vendarle razvila neka strategija, ki nas vse poskuša zasvojiti. In danes seveda se to dogaja učinkovito z medijskimi sredstvi, dogaja se z drogami, dogaja se tudi z zavajanjem, češ da nobena avtoriteta ne velja, zato velja za to miselnost, da poskuša uničiti družino, vzeti avtoriteto vsem družinam, to se pravi staršem, učiteljem in vsem drugim, vse razvodeneti. In nekako to stanje, ki smo mu priča danes v Sloveniji, je pravzaprav samo zrcalna slika tega svetovnega procesa, ki nas hoče vse žejne peljati čez vodo in tako uničiti svet. Zato je to izjemno zahteven posel, bodisi za vse vzgojitelje, za starše, kakor tudi za cerkvene voditelje in za vse druge, kajti če hočemo temu kljubovati, je seveda potrebno se postaviti na svoje noge. In to je bilo že takrat Ehrlichovo sporočilo. Ni šlo samo za to, da bomo pač katoliški, ampak šlo je za to, ker je Ehrlich vedel, in to tudi danes še bolj vidimo, če se iz teh nekako tirnic, 10 božjih zapovedi, nekega osnovnega duhovnega življenja in tudi duhovnega čutenja vržemo ven, potem bomo seveda propadli. In danes je dejansko tako daleč prišlo, da je osnovno preživetje človeka ogroženo. Ne toliko, da ne bi imeli za jesti in tako dalje. Danes pravzaprav lahko rečemo, vsaj v tem večjem delu sveta, pa tudi širše po svetu, recimo
celo v Afriki vidite, da imajo ljudje telefone in tako daleč od drugega, ne. Ampak na drugi strani smo pa vse v večji nevarnosti, da porežemo temelje, iz katerih izhajamo. To se pravi, da družina več ne velja, da recimo tudi rodnost v narodu nima več tiste teže in predvsem, da ne verjamemo več vase, da smo sposobni zagotavljati temelje, iz katerih bomo živeli, kako je zapisal znani nemški ustavni teoretik. To se pravi, nič več ne skrbimo za to, da bi ohranjali svoje človeške temelje. Ne samo krščanstvo, recimo, da bi ohranili krščansko vero, ampak tudi nekako načenjamo tisto, kar je bilo sveto tisočletja in 10 tisočletja za vsakega človeka, to se pravi življenje, spoštovanje drugega človeka, sodelovanje, neka solidarnost, ki drug drugega podpira, tako pa se izgubljamo v individualizmu, v iskanju samo zadovoljevanja svojih telesnih potreb, nismo pa več sposobni zagotavljati tistih temeljev, ki pravzaprav nam dajo pravo srečo. Pravo srečo ne more dati materialno ugodje, ampak je potrebno vzajemno sodelovanje šele takrat, ko ljudje res med seboj sodelujemo v družinskem življenju, ko otroku omogočimo, da raste ob starših in da se krepi v človeka ob starših, takrat potem tudi začutimo srečo in tudi polnost življenja, ki je pomembna za naše življenje in preživetje. In zato je zdaj tako akutno to vprašanje in seveda vse te materialne ustanove, ki pač skrbijo za to, da človeka zasitijo, gradijo samo na tem, da one dobijo profit, ne glede na to, ali človeka popolnoma zasvojijo. Tudi droge in vse to, tudi o tem je bilo recimo, kot veste, ob teh volitvah je bil tudi to ena taka podtaknjena bomba, tako bi jo jaz imenoval, zato da ljudi odvrnemo od pravih problemov, ki so seveda v Evropi in tudi v Sloveniji. In to je ključno vprašanje človekovega življenja in preživetja danes. Katere dele Ehrlichove askeze, razen seveda svete maše, sakramento in rožnega venca, bi nam še priporočili, izpostavili, da bi potem mi še lažje kljubovali vsemu pretiranemu udobju, ki je zgolj past, kot ste povedal, tako imenovani mehki totalitarizem. Glejte, po mojem je nekako ključni problem, ki zadeva vsakega izmed nas in kar je pravzaprav tudi vsakemu človeku najbolj preprostemu umljivo, je ta Ehrlichova človeškost, njegova neposrednost. Torej v njega so bili ljudje, če rečem preprosto, dobesedno zaljubljeni, zato ker je tako globoko čutil njihov utrip, čutil tudi njihovo revščino, čutil njihove potrebe, imel srce za stisko in je tudi po svojih najboljših močeh, karkoli je mogel, tako rekoč do zadnjih sredstev, ki jih je imel na razpolago, poskrbel za ljudi, ki so mu bili tako ali drugače dostopni, študenti, reveži, delavci in drugi. Poznal je tudi utripanje recimo koroškega človeka, skoraj ni fare na Koroškem, ki jo on ne bi obiskal neštetokrat. Potem tudi, ko je bil od leta 2022 v Ljubljani, tudi po Sloveniji, recimo sploh pa te temeljne kraje, kot so Ponoviče, potem Višarje in vse drugo. Višarje je bila sploh nekako ključna točka, kjer je ljudi, predvsem mlade, zbiral, zato ker v takratnem italijanskem totalitarizmu pravzaprav niso bili pozorni na to, da je Ehrlich pač na Svetih Višarjah politiziral in ljudi pripravljal na to. Je pa rekel tudi to, da je pomembno ne samo, da smo Slovenci, ampak da smo tudi odprti za širše človeške okvire in zato pravi, da je Višarje, da so naši predniki vedeli in so postavili tukaj namesto mejnika ob križišču treh narodnosti, Romanov,
Slovanov in Germanov, cerkev, ki ljudi ne ločuje, ampak jih povezuje. In v tem je pravzaprav tisto bistvo višarskega slovenstva, ki ga on pridiga in tudi oznanja. Potem začel je to leta 1933 uradno, sicer je pa tudi ves čas svojega delovanja na to opozarjal. In ta njegova človeška neposrednost, katera je včasih naletela tudi na nerazumevanje pri marsikaterih tudi cerkvenih krogih, ker je on nekako mimo vseh nekih cerkvenih in tudi družbeno-političnih okvirov šel za to, da bi ljudem čim bolje približal to, kar je njihova stiska, da bi jih v tej stiski tudi okrepil in jih povezal in usposobil, da se bodo sami lotili te stiske in jo dejansko tudi z dejavnostjo in sodelovanjem tudi premagovali. Bil pa je, za razliko od tega, kar se nekako o njem govori, predvsem kar so širili seveda tisti, ki so ga umorili, bil je izjemno občutljiv človek, pravi njegov sodelavec Žebot, recimo, ko so pripravljali stražo v viharju, ki je bilo glasilo njegovega kroga, pravi, ko smo pisali članke, je on vse natančno prebral in vsako stvar, kjer je bilo karkoli žaljivo do katerega koli človeka, tudi do najhujših nasprotnikov, je on odel v pravičen, pošten in neposredni jezik. Zelo dobro je znal razlikovati, to sem že omenil v cerkvi v zvezi s Kidričem, med svojimi nasprotniki in pa med ideologijo, ki je te nasprotnike zaslepljevala, in poskušal je vedno tudi svoje nasprotnike pridobivati tako, da jim je delal dobro, čeprav se mu je to seveda včasih tudi otepalo, če tako rečem. Prijetno vam zastavim vprašanje o Ehrlichovem delovanju tekom druge svetovne vojne. Se navežem na to zdajšnje vaše pripovedovanje z informacijo, kako je bil dr. Ehrlich eden izmed prvih katoliških duhovnikov, ki se je že takrat zavzemal za rešitev vprašanja delavcev, ampak ne za revolucijo, temveč z dialogom med delodajalci in delavci, ter z velikim poudarkom na krščanstvo. Ja, glejte, to vprašanje delavstva je aktualno tudi danes. Ne samo, da je potreba po delavcih zdaj večja, ampak izkoriščanje delavcev je nekoč in danes, torej nekoč je bilo vsaj v prejšnjih stoletjih, v Marksovih časih pa sploh zelo akutno in seveda številni so to izkoriščali, recimo komunisti so dejansko to izkoriščali zato, da so čim bolje ljudi sprli med seboj, obenem pa tudi sami prišli v oblast in s tem pravzaprav niso nič dobrega naredili za delavce, ampak samo namesto enih gospodarjev so postavili druge, kot je rekel Milovan Džilas, tiranstvo novega razreda, ki je spet ljudi izkoriščal za svoje cilje. Ehrlich se je pa zavzemal za to, da je ta pot, ki je krščanska pot, edina pot dialoga. To vsi tudi najbolje vemo. Recimo tudi v družini veste, da ne morete recimo vzpostaviti dobrih odnosov, če pač kaznujete otroke, ampak vzpostavljate dobre odnose, če z njimi vzpostavljate dialog, če poskušate z njimi sodelovati in če tako tudi med seboj sodelujeta starša in vsi ostali. In tudi danes, recimo, ko govorimo o tem, da je treba stare odstraniti iz družbe, preprosta formula je, da poskušamo čim bolj vzpostaviti dialog, pa bomo potem tudi vsi bolj srečni in tudi vsi bolj polno življenje živeli. Tako je tudi seveda zadeva z delavci in delodajalci in vidite, da tudi ta levičarska vlada, ki se vedno hvali recimo z neko posebno ljubeznijo do tistih, ki delajo, pravzaprav za njih dejansko nič ne naredi, ker ta zadeva ni tako preprosta.
treba je seveda za to trdo delati, treba se je za to tudi zavzemati, pogajati in voditi dialog, potem najdemo tudi skupne rešitve in seveda za državo je to nujnost, je tudi takšna pot delodajalci, delavci in pa država v dialogu edina rešitev, sicer pa to vodi v različne stavke, pa tudi hujše oblike nasprotovanj in celo do revolucij, kakor so to razumeli komunisti. Med drugo vojno se prizadevanje dr. Ehrlicha za slovenski narod nadaljuje, a mora ob komunizmu zdaj kljubovati še fašizmu. Kljub garanju za slovenski narod pa mu uspejo partijski voditelji po krivici nadeti madež narodnega izdajalca. Kako se je to zgodilo kljub temu, da se je pritožil italijanski oblasti okupatorjev, terjal red v dobro slovenskega naroda, s tem dobil grožnjo konkretno okupatorja, pa se mu je kljub temu pripetil ta madež narodnega izdajalca. In pa če izpostavite vzorce diskreditacije sposobnih, zavednih ljudi takrat in danes, da bomo preprosti ljudje to prepoznali in se v naslednjih družbeno-političnih dogajanjih bolj preudarno odločali. Ja, glejte, te zadeve so zelo zapletene. Mogoče je vam bliže zgodba ravno patra Ivana Salmiča, ki je, kot veste, veliko ljudi rešil, kot rečeno tudi te, ki so jih Nemci zajeli in je pravzaprav klečal tam pred njimi, pritekel vas izmučen in prosil naciste naj ne ustrelijo teh ljudi, ker to niso nobeni komunisti, ampak Slovenci, ki so pač nesrečno padli v ta okvir. Žal, seveda, tako nacistom, kakor tudi komunistom in fašistom ni šlo za ljudi, ni šlo za narod, njim je bilo vseeno, samo da so oni vladali. In to je tragika pravzaprav slovenskega naroda, da smo padli v ta okvir in to tragiko je Ehrlich že pred vojno napovedoval. On je vedel, da pravzaprav bodo prišli gospodarji, ki bodo samo imeli načrt uničiti slovenski narod in ga popolnoma zdesetkati in to se je dejansko tudi v marsikaterem oziru zgodilo. Ehrlich se je z vsemi močmi postavil temu po robu, ne samo v tem smislu, da se je zavzemal za ljudi, tudi on prosil, recimo pri Gracioliju pa drugih italijanskih generalih in tako dalje, oblastnikih, ki so takrat vladali v ljubljanski pokrajini, ampak tudi, da je dejansko izdelal strategijo, to se pravi okvir, kako naj se obnaša italijanska vlada, ki je pač na zasedenem področju tudi dolžna spoštovati red in mir in zagotoviti ljudem, da bodo živeli in preživeli. Vemo iz pričevanj in tudi iz vsega tega delovanja, da komunistom bi bilo to popolnoma vseeno. In žal je še vedno danes propaganda, ki nekako tega ne prepozna, da ni šlo za osvoboditev, ampak njim je šlo samo za oblast, ne glede na to, ali jih umre 1000 ali 10 000 ali 100 000, kakor so to seveda počeli že prej v Rusiji oziroma v Sovjetski zvezi in kakor so počeli tudi v Španiji. Šlo je za to, da pač peščica ljudi prevzame oblast, ne glede na to, kolikšne bodo žrtve. In seveda Ehrlich je to zelo jasno videl, ker je bil pač inteligenten človek, razgledan, tudi študiran in je na to opozarjal že leta 1922 v članku Ruski bolševizem, potem tudi odgovarjal Edvardu Kocbeku, ki je leta 1937 napisal Premišljevanje o Španiji, v katerem hvali španske revolucionarje, češ da se upirajo fašizmu in cerkvi in cerkev pravzaprav tudi podpira fašizem. On je rekel, nobenega podpore ni cerkve do fašizma, ampak preprosto so komunisti in fašisti v medsebojnem boju
cerkev pa je žrtev, saj so dejansko tako komunisti v tistih pokrajinah, kjer so prevzeli oblast, 90% cerkva porušili, uničili, pobili je večina duhovnikov, redovnic in redovnikov, posebej tisti, ki so bili najbolj vplivni in ki so najbolj delovni bili za delavce. Se pravi, ni šlo za nobeno pomoč ljudem, ampak je šlo preprosto za oblast. In to je tisto, kar pravzaprav tudi danes na nek način premalo spoznavamo, da gre samo za oblast, ne gre za to, da bi bilo to njihovo delo v dobro slovenskega naroda. In seveda tisti, ki so nekako na tem stališču, da je pač vseeno, ali uvedemo recimo pomoč pri umoru človeka, da uvedemo tudi droge in tako dalje, tisti nimajo radi slovenskega naroda. To je bilo Ehrlichovo prepričanje in recimo, ko odgovarja Kozbu, ko reče, kako morate vi podpirati morjenje duhovnikov v svojih spisih, pa vi ste kristjan in hočete pač živeti kot kristjan. Seveda je potem Kozbek za to tudi plačal svoje, ker je to svojo naivno zmoto enostavno moral plačati, ko so ga komunisti niso več rabili, so tudi njega odstavili. In to je nekako taktika tega režima. Ampak zdaj živimo v demokratičnem sistemu in se moramo zavedati, da pravzaprav take metode, ki so jih uporabljali komunisti, niso več adekvatne, nič več primerne, treba je se postaviti na demokratične temelje, laži in zavajanje odstraniti iz družbenega življenja, predvsem živeti čim bolj zavestno, narodno življenje, skrb za družino, narod in tudi državo. In to je tisto, kar je potrebno nagrajevati pri volitvah in pri vseh drugih procesih, če hočemo, da bomo Slovenci stali in obstali, kakor je hotel že naš prvi krščanik Primož Trubar, ki je pravzaprav zaradi vere tudi se zavzemal za slovenski narod, podobno tudi seveda kot Lambert Ehrlich. Spoštovani navzoči, ali ste vedeli, da je predstavnik ideologije, kot jo je pravkar predstavil dr. Juhant, govorim namreč o predstavniku komunistične ideologije Kidriču, ali ste vedeli, da je zasegal 2000 podpisov, ki jih je zbrala Angela Vode med drugimi ženskami, da bi vplivala na italijanskega okupatorja, da bi prenehal streljati slovenske talce. Vse za oblast. In tale Kidrič je tisti predstavnik, ki se je takrat kitil z rdečo zvezdo, in ko se danes srečamo z rdečo zvezdo, dajmo se takih stvari spomniti in ne zapadati v nostalgijo po rdeči zvezdi in po bivši državi, ampak imeti v mislih, kaj težkega nam je prinesla. Ja, gledajte, to so danes zelo zapletene. Zdaj, če postavljamo vprašanja tako, že v cerkvi sem vam nekaj o tem govoril, meni osebno je izjemno pomembno tole. In tudi mislim, da je Ehrlichu bilo to bistveno sporočilo. Jaz, če hočem živeti kot kristjan, moram prvič poglabljati svoje duhovno življenje, moram skrbeti za to, da bo, če imam družino, v moji družini, to duhovno življenje krščansko se utemeljevalo, živelo, dihalo, da bomo dihali in živeli z Bogom. Potem je pomembno tudi, da te svoje ideje širim v družbenem prostoru in se ne dam zapeljati takim ali drugačnim vabam, ki mi skušajo na nek način podkopati tla izpod nog, ampak živim to življenje. Zavedati se pa moramo, da živimo v zahtevnem svetu in kljub vsem organizacijskim in vsem takim stvarem je to prizadevanje velikokrat, ne samo v takratnih zelo zahtevnih časih, ko so ljudi, ki so se za to zavzemali, enostavno odstranili, tudi danes morate računati in seveda vsak, ki je veren, mora računati, da temu ne bodo ljudje kar leteli za njim, ampak bo to
glas vpijočega v puščavi, v smislu današnjega svetnika, ki smo ga praznovali. Zavedati se moramo, da je to pravzaprav ozka pot, ni široka pot vodi v pogubljenje in to bi nas radi nekoč in danes, ne mislite, da je bilo to v Erlihovem času, pa tudi prej drugače. Se Jezus govori pred 2000 leti o tem, da je široka pot, ki vodi v pogubljenje. In vsi smo v nevarnosti, da se speljemo po tej široki poti, ker se nam zdi težko zjutraj vstati, pa moliti, pa se poglabljati, pa recimo biti prijazen do sočloveka, pa z dialogom, vi, ki imate otroke, starši, reševati zadeve. Recimo lažje, če otroku primažeš klofuto, pa si ga tisti hip stresel, ampak si naredil pravzaprav medvedjo uslugo, ker se bo na nek način potem maščeval. Ozka pa je pot recimo dialoga, sodelovanja, iskanja recimo poti, božje poti, ki terja prvič res vso duhovno osveščenost, res prežetost z Božjim duhom in potem tudi seveda občutljivost za sočloveka, življenje v povezanosti. Vse to so zahtevni procesi in ne verjamem, da jih je mogoče kar tako družbeno uresničiti. Resnica si počasi utira pot, vedno je tako bilo in tudi danes ne bo nič drugače, ampak je pa to pot, ki vodi v odrešenje. Prvič bom imel zaradi tega mirno vest, drugič bom zato tudi na nek način svoj obraz človeški v odnosu do drugih ljudi ohranil. Bom ohranil svojo človeško podobo drug pred drugim. In potem tretje, kar je pa seveda najpomembnejše, je pa to, da bom svojo človeško podobo ohranil pred Bogom. To je pa tisto, ker on je pravzaprav tisti zadnji moj zavezani, če tako rečem, spremljevalec, kateremu bom dajal odgovor. In zato je po tej poti iti pomembno, ker s tem pravzaprav sebe ohranjam v tej Božji luči, v Božjem obnebju, v tem, kar je pravzaprav tudi danes, ne glede na to, da se zdi, da je mogoče iti kakorkoli, pa karkoli in tako dalje. To je tisto, kar vedno je bilo, bo in tudi ostane temelj našega bivanja. Tega je prav, da se zavedamo in tako bomo predvsem sebi naredili največ dobrega in mislim, da tudi drugemu in s tem tudi postavili temelje, da bo resnica, pravičnost v tem manjšem krogu in pa seveda potem tudi v širšem krogu imela svojo odprto pot. Ne verjamem, da bomo vedno uspešni, ampak Jezus je rekel, ni rekel, da moramo biti uspešni, ampak je predvsem rekel, naj v hoji za njim vztrajamo, ker je to prava pot, ki jo je on pokazal s svojim življenjem in zato se je lahko tudi imenoval pot, resnica in življenje. Umor dr. Lamberta Erlicha in pa mogoče pojasnite, kaj pomeni, da je krogla, ki je ubila dr. Lamberta Erlicha, umorila tudi Aleša Stanovnika. Ja, takrat, torej Erlicha so umorili 26. maja 1942 na Streliški ulici, to je včasih je bila tam ljudska kuhinja, sedaj je Valdorska šola. Tista ulica Valdorska šola je bilo takrat Cirilov dom, to se pravi dom, ki ga je ustanovil Erlich za svoje študente, je pa bil v lasti škofije in tam je on vsako jutro maševal za svoje te varovance in potem šel čez to ulico proti teološki fakulteti in tam potem nastopil predavanje. In seveda tisto jutro so Vosovci v Ljubljani, ki so takrat že opravljali krvoločno delo, umorili že toliko študentov, torej Župca, predstavnika študentov in številne druge, Pršuha in tako dalje, Praprotnika, recimo velikega podjetnika,
Skratka, vse ljudi, ki so bili kakorkoli vplivni in na poti njim, ki so hoteli prevzeti popolno oblast. In so to seveda skrbno načrtovali. Zanimivo, da so seveda imeli tudi ustrezno organizacijo, recimo ženske so bile zadolžene, da iz stare cerkve v Šiški, kjer so imeli skladišče, prinesejo orožje na kraj in ga dajo tistemu, ki je potem tam streljal. In to je vse seveda funkcioniralo. Dva morilca sta se pripeljala v avtu, v taksiju, ustrelila Ehrlicha in pa študenta Rojca, ki je bil takrat sicer naključni spremljevalec Ehrlicha, drugače ga je spremljal Ciril Žebot in je bil namenjen in je že komunike, ki so ga osvobodili oziroma komunisti objavili, je že pisalo, da je bil Ciril Žebot in Lambert Ehrlich, da sta bila umorjena in so potem drug dan samo popravili, da je bil pač Viktor Rojc, ki je bil čisto slučajen naključni študent. Druga stvar, ki se je pa v tem času dogodila, je pa malo prej bil pa ravno aretiran pa Aleš Stanovnik, ki je bil pa krščanski socialist in tudi sodelavec v OF. Ker pa se ni strinjal s temi umori, so ga pa komunisti zelo verjetno, saj tako nimamo čistih dokazov za to, ampak glede tega, da so ga takrat komunisti peljali iz enega skrivališča v drugega in v drugem skrivališču so ga potem takoj drugi dan Italijani aretirali in potem zaprli. In ko je bil seveda Ehrlich umorjen, so italijanska oblast zahtevali talce. Ignacij Nagrah, generalni vikar in pa še pater jezuit sta pisala pismo, v katerem sta rekla, Ehrlich je bil tako duhoven človek, ne delajte še tega, da boste še druge talce zaradi tega spravili v smrt, ampak Italijani tega niso upoštevali, ker, kakor govorijo in kar je Ehrlich tudi zapisal, ker so v bistvu nekateri sodelovali s komunisti in zato so potem izbrali ravno tega Aleša Stanovnika, ki so ga prej izdali Italijanom komunisti in še nekaj drugih in je bilo potem, mislim, da 6 talcev ustrejenih za Lamberta Ehrlicha takoj po tistem in tako so se pravzaprav komunisti znebili 2 sovražnikov ali nasprotnikov, bolje rečeno, Lamberta Ehrlicha in pa Aleša Stanovnika. Njim je šlo za to, da pač odstranijo vse, ki bi kakorkoli motili njihov pohod na oblast in to je pač bila potem usoda za številne slovenske, predvsem vodilne ljudi in vse druge in seveda po vojni tudi vse ostale nasprotnike. Zaključujemo in sicer, če bi nam opisali Ehrlichovo vizijo samostojne Slovenije, ki jo poznamo pod pojmom višarske Slovenije, ali pa kako je opisoval samostojno Slovenijo v spisu Slovenski problem, mislim, da, če bi nam kaj o tem povedali. Torej, Ehrlich je bil povabljen leta 1941 po kapitulaciji v Beograd in že tisti dan, ko so Nemci napadli, se je on odpravil proti Beogradu, predvsem Kulovec, ki je pa, kot veste, zaradi bombnega napada na Beograd umrl, je bil nekako njegov podpornik, ker seveda je potem tudi že jugoslovanska vlada zbežala preko Sarajeva, Pal, potem pa Črne Gore v tujino, so se vsi ti, ki so bili na poti v Beograd obrnili proti Palam, srečali potem slovenske ministre Snoja in pa še nekatere, vendar jih jugoslovanska delegacija ni vzela s seboj, ampak so jih pustili tam je bil še incident, je Ehrlich v avtu, ko so se peljali čez tiste črnogorske hribe, padel čez en rob, ampak avto se je le ustavil in je potem preživel in je rekel, potem pravi, očitno nam je Bog namenil neko drugo usodo, da nismo tukaj končali
je rekel Cirilu Žebotu in ostalim Debenjaku, ki so ga tam spremljali, pa Javorniku. Potem so se vrnili v Slovenijo, Bana Natlačena skušali spodbuditi, da bi ustanovil podtalno vlado, v kateri predvsem je Erlich argumentiral, pač Hrvati so ustanovili svojo državo, Srbi nimajo več moči nad nami, mi smo prepuščeni sami sebi, torej ustanovimo podtalno vlado in delajmo v ilegali za odpor. Natlačen ni bil zato je Erlich potem napisal ta slovenski problem, v katerem govori torej o samostojni Sloveniji in pa tudi Sloveniji v evropskem kontekstu kot središču srednjeevropske povezave, neke vrste zvezo srednjeevropskih držav, središčem v Ljubljani. In tam pravzaprav Erlich govori o tem, da bomo po koncu vojne in da se vedno tudi ob koncih vojne delajo nove države, da moramo takrat Slovenci pa vendarle tokrat bolj odločno nastopiti, se zavzeti za svojo državo, če ne bomo sami uspeli, pa saj v povezavi z drugimi, predvsem tudi kasneje so potem diplomati, kot so bili poljski veleposlanik pa litovski, prispevali k temu, da so to idejo širili kasneje. Brez dvoma pa so te ideje potem seveda preko Cirila Žebota pa tudi drugih slovenskih izseljencev prišle nazaj preko Demosa in zato je tudi Helena Janežič, ko je to razstavo pripravila, lahko utemeljeno rekla, da so Erlichove ideje nekako prišle nazaj v Slovenijo in spodbudile to ustanovitev slovenske države. Tako da ne samo Nova revija, ampak brez dvoma veliko starejše te ideje, poleg Erlicha seveda še kakšnih drugih zamejcev in pa tudi starejših Slovencev so pripomogle k tej samostojni Sloveniji, za kar smo lahko Bogu hvaležni. Moje zadnje vprašanje. Prosim, če nas spodbudite k molitvi za našo Slovenijo in za naš narod s poudarkom na pomenu naših mučencev. Glejte, ne glede na to, kako si kdo misli recimo o teh medvojnih dogodkih, dejstvo je, da in tudi recimo številna dela, tudi to zadnje delo recimo o nasilju komunistov na Dolenjskem in pa Beli krajini kaže in potrjuje, v kako hudi stiski so bili ljudje takrat, ker so bili popolnoma prepuščeni na milost in nemilost temu nasilju komunistov. Jaz vedno rad rečem ne partizanov, ampak komunistov, kajti bistveno vlogo pri tem so igrali komunisti. Partizani so bili pa pač običajni vojaki, tudi če so bili komandanti, so imeli komisarje, ki so iz komunističnega zaledja nadzirali. Predvsem pa je bistveno vlogo igrala VOS, torej varnostno-obveščevalna služba, ki se jo, kot je zapisal kardel Titu, bojijo kakor hudič križa, in pa seveda terenci, ki so vse obveščali. In veste, da so takrat prihajale potem na dan tudi vse take strasti, recimo, če je nekdo imel do nekega soseda zamero, je bila to prilika, recimo, da je rekel, aha, ta pa dela za Italijane in seveda drugi dan ga več tega človeka ni bilo med živimi. To so realne stvari, ki so se takrat dogajale in ljudje enostavno niso mogli mimo tega. In kot je zelo lepo povedal nadškof Zore v Kočevskem Rogu letos z besedami francoskega misleca, jaz se ne morem zahtevati od drugih, da se borijo zame ali pa da jaz koga pošiljam v borbo, lahko pa se sam zavzamem za to, da se branim. Horjulski župan je bil, Bastič je bil ustreljen in njegov sin je rekel, jaz se bom branil. To je bilo vodilo takratnih ljudi, da enostavno se bodo branili, to se pravi zastavili svoje življenje za to, da bi ljudje vsaj imeli neko varnost. In pač kakorkoli gledamo na ta položaj, moramo reči, da so ljudje
z takratno organizacijo vaških straž, živeli bolj mirno, seveda so pa bili izpostavljeni kljub temu nasilju terencev, vosa in tudi seveda partizanskih enot pod vodstvom komunistov, ki so pač imeli svoje načrte. In zato je bila ta borba tako huda, zato je tudi slovenski narod tako krvavel, zato imamo tudi mi nekako procentualno veliko več žrtev, kakor katerikoli narod, ker je bilo komunistom preprosto vseeno, koliko ljudi pade. In zato mislim, da je prav, da se zavedamo tega, da so ti ljudje padli za našo domovino, zato da bi bil red in mir med nami, zato da bi Slovenci ohranjali svoje krščanske temelje in s to vero so umirali in s to vero tudi, verjamem, prosijo za nas in verjamem, da je to tudi nam pomembno sporočilo in tudi upanje za prihodnost. Torej, priporočajmo se oziroma uporabimo priprošnjo naših mučencev. Tako je. Spoštovani zbrani, dragi farani, drage faranke, cenjeni gostje, spoštovani domači župnik, častni gost, akademik dr. Janez Juhant. Hvala vam za udeležbo na tem pomembnem dogodku. Dr. Juhant, hvala vam za vaš prispevek k razumevanju naše zgodovine in za ohranjanje zgodovinskega spomina našega naroda. Naj nas zavedanje o življenju in prizadevanjih patra Salmiča in doktorja Erlicha ter zavedanje o njuni globoki veri v Kristusa vodi tudi v prihodnje. Bog živi Slovenijo. Hvala lepa tudi vam, da ste se vzeli čas in za potrpljenje in želim blagoslova in varstva tudi naprej.